Drugo domačo tekmo v letošnji sezoni Prve lige Telekom Slovenije so nogometaši Domžal odigrali proti Celju. Po porazu proti Taboru iz Sežane je trener Simon Rožman v udarni enajsterici opravil kar 4 zamenjave. Pred Čamarjem Nikolsonom, Brankom Ilićem, Matejem Podlogarjem in Tončijem Mujanom so prednost dobili Slobodan Vuk, Gaber Dobrovoljc, Dejan Lazarević in Žiga Repas. Slednja sta se prvič v letošnji sezoni znašla v prvi postavi. Domžalčani so prvič resneje zagrozili v 6. minuti, ko je Tilen Klemenčič pobegnil po levi strani. Njegov predložek pred vrata ni našel svojega cilja. Na drugi strani igrišča je Senijad Ibričić preigraval v svojem kazenskem prostoru. Žogo mu je izbil Denis Strauss, Dario Wiesinger pa je z močnim strelom poskrbel za hitro vodstvo gostov. Dobrih 10 minut pozneje je na semaforju pisalo že 0:2. Jakob Novak je na vrhu kazenskega prostora našel Mitjo Lotriča. Slednji je z veliko mero sreče prišel do strela in žoga je končala v spodnjem desnem kotu nemočnega Grege Sorčana. Po slabe pol ure igre je z razdalje meril Ibričić. Z desnico je streljal previsoko. V naslednji akciji je Ibričić v ogenj poslal Lazarevića. Hitronogi krilni napadalec je poslal predložek pred vrata, kjer je Vuk z glavo streljal nenatančno. V 36. minuti je kot izvajal Ibričić. Gostje so odbili do Adama Gnezde Čerina, ki je poizkušal strelom. Celjani so uspešno blokirali in krenili v hiter protinapad. Wiesinger je zaposlil Luko Kerina, ki je sam krenil proti domačim vratom. Sorčan je moral še tretjič po žogo v svojo mrežo. Celjani so se tako na odmor odpravili z visokim vodstvom, domači strateg pa se je odzval z dvojno zamenjavo. Na mesto Lazarevića in Repasa sta vstopila Podlogar in Sven Šoštarič-Karič. Prvo priložnost v drugem polčasu so imeli Celjani. Vratar Sorčan je imel ogromno dela, a je na koncu uspešno zaustavil poizkusa Wiesingerja in Kerina. V 59. minuti nespretnost Dobrovoljca na svoji polovici. Do žoge je prišel Wiesinger, ki je zaposlil Kerina. Ta je strelom po tleh premagal Sorčana in povišal vodstvo gostov na 4:0. Domžalčani so se naposled prebudili v 61. minuti, ko je Ibričić z prostega strela podal na bližnjo vratnico. Tam je bil izjemno iznajdljiv Podlogar, ki je dosegel svoj prvi prvenstveni gol v sezoni. Vsega 120 sekund pozneje je nov poizkus Podlogarja. Rozman je žogo odbil, v nadaljevanju pa je Lotrič v svojem kazenskem prostoru igral z roko. Damir Skomina je nemudoma pokazal na belo točko, s katere je nezgrešljiv kapetan Ibričić. 2:4. V 75. minuti lepa akcija Domžalčanov, ki jo je s pravim slalomom začel Mujan. Na kratko je podal do Podlogarja, ki je žogo namestil Ibričiću. Ta je natančno meril spodnji levi kot in dosegel že svoj 23. gol v domžalskem dresu. S tem se je prebil na 7. mesto večne lestvice strelcev v Domžalu, najmočnejši slovenski ligi. V 79. minuti lepa priložnost za izenačenje. Po podaji Ibričića je z glavo streljal Dobrovoljc, vratar Rozman pa je žogo uspešno odbil. V nadaljevanju so rumenim nekoliko pošle moči in Celjani so prišli do nove priložnosti. Po podaji Wiesingerja je Lotrič močno sprožil, z obrambo se je izkazal Sorčan. Slednji se je znova izkazal v 89. minuti, ko je Janez Pišek podal do Wiesingerja. Ta je močno streljal, a je ostalo pri vodstvu Celja 4:3. V 93. minuti pa dokončna odločitev. Nova napaka rumenih na svoji polovici. V kazenski prostor je prodrl Lotrič, nesebično podal do Wiesingerja, ki je postavil končni izid Domžale Celje 3:5. Domžalčane naslednja preizkušnja čaka v nedeljo ob 16. ko bodo v Ljubljani gostovali pri novem prvoligašu Bravu.